Župan občine Slovenske Konjice je v goste povabil veleposlanika Združenih držav Amerike Josefa A. Musomelija s soprogo in veleposlanika Avstrije dr. Clemensa Kojo. Gost je bil tudi dr. Robert Peskar iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine območne enote Novo mesto. Namen današnjega srečanja v občini Slovenske Konjice je, da se spoznamo z lokalnim okoljem, kjer smo. The purpose of this meeting today is that you visit the local environment where we are located. In med drugim spoznate tudi enega od biserov naše občine, to je samostan Žička Kartuzija. And get to know one of the pearls of our municipality, that is the charter house Žička Kartuzija. In v naslednjem letu praznujemo 850 let prihoda kartuzijanov iz Francije, iz bližine Grenobla, ravno v to dolino. In seveda želimo v tem letu, ki je pri nami, pripraviti ta dogodek tako svečan, da bo dovolj prepoznaven tudi za širšo okolico, ne samo Slovenije. Žička Kartuzija je spomenik evropskega pomena tako po nastanku kot po funkciji. Ustanovljena je bila v 12. stoletju kot 19. kartuzija po vrsti in prva zunaj matičnih dežel Francije in Italije, prva v Srednji Evropi in prva od 4 na Slovenskem. V letu 2015 v sklopu praznovanja 850-letnice prihoda kartuzijanov v Žičko Kartuzijo bo občina Slovenske Konjice številne dogodke posvetila obeleženju tega pomembnega jubileja. Poleg mednarodne konference, ki bo potekala na temo življenja kartuzijanov in izpostavila pomen Žičke Kartuzije za celoten evropski prostor, izdaje zbornika s prispevki iz mednarodne konference, ki je v Žički Kartuziji potekala v letu 2010, odprtja ene izmed štajerskih literarnih poti srednjega veka v Žički Kartuziji, koncerta gregorijanskih koralov in nekaj umetniških razstav, pričakujemo tudi, da bo Žička Kartuzija v letu 2015 pridobila znak evropske kulturne dediščine, za katerega se poteguje na pobudo Ministrstva za kulturo. Z željo po sodelovanju pri omenjenih dogodkih je župan Miran Gorinšek v četrtek 15. maja 2014 gostil veleposlanika Združenih držav Amerike Josefa A. Musomelija s soprogo ter veleposlanika Avstrije dr. Clemensa Kojo. Veleposlanika sta zaradi izjemnega mednarodnega pomena samega dogodka obljubila pomoč pri mednarodni promociji tega pomembnega jubileja. Ob koncu obiska so se skupaj sprehodili še po obnovljenem konjiškem Starem trgu.